Takole, v rokah imam iPhone SE druge generacije, telefon, ki je v zadnjem času ful razburkal internet, pa tudi strokovno javnost, zaradi več razlogov. Prvi razlog je, da je najcenejši iPhone vseh časov, dobite ga tam za $399 v Združenih državah Amerike, v Evropi pa ga lahko na Amazonu kupite za €400 oziroma ga lahko kupijo pravne osebe. Na koncu tega vloga bom v bistvu razložil, kako sem kupil ta telefon za €400, tako da, ja, se vidiš, večinoma govorim o ceni tega telefona. Tudi zato, ker je to njegov glavni feature. Zdaj pa najprej moja čarobna špica, potem bomo pa še malo več pogledali o tem telefonu, oziroma bomo o njemu tako na dolg pa širok razmišljali. Are you listening? Tako, iPhone ima težavo, zgublja tržni delež tudi zato, ker se je pojavila kopica kar dobrih Androidnih telefonov tam v razredu do €500. In tudi zato, ker lastniki iPhonov te telefone imajo kar precej časa. Zdaj, če bi šli mi malo na internet pogledat, bi ugotovili, da še vedno lahko kupiš celo iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8 in da je določenim trgom, pa tudi določenim uporabnikom to čisto zadost. Zato se je Apple odločil, da v telo 3 leta starega iPhona 8 reinkarnira v bistvu nov telefon. Apple je v bistvu naredil ful genialno potezo. iPhone 8 je bil predstavljen 12. septembra 2017 let. To je skoraj 3 leta nazaj. In takrat je bil to v bistvu en tak zelo običajen telefon, v bistvu samo nadgradnja iPhona 7. Ampak ljudje so se v dizajn te osmice zaljubili. Teh telefonov je Apple naredil ogromno število. Na ta način v bistvu, zato ker mu ni treba delati orodij za ta dizajn, namreč vi boste, če boste kupili iPhone 8 ali pa če boste kupili iPhone SE 2, za njega uporabljali iste srajčke, torej iste ovitke, pa isto folijo za spreden del, kar pomeni, da gre za res čisto identičen telefon. Edina razlika, ki je to, da je logo predstavil iz tukaj, vidiš, semle. Zdaj povedam drugače. V telo 3 leta starega telefona je zapakiral aktualno tehnologijo in zadevo ponudil po budget ceni. Ravno ta poteza Apple je ful razdelila internet, pa tudi reviewerje. Na eni strani so tisti, ki pravijo, da je to najbolj genialna poteza Apple v zadnjih letih, da so s tem ful zadovoljili vse tiste kupce, ki so kupovali celo iPhone 6S ali pa 7. Da bom povezal, namreč najdel sem iPhone 7, ki ga kupiš lahko za €264 brez DDV na Amazonu, da vidite, da Apple še vedno prodaja tudi 4 ali več leta stare telefone. Tako da internet je razdeljen, jaz bom pa probal v nadaljevanju zbrati svoje misli in nekako ugotoviti, se postaviti za Appleovo odločitev predstaviti takšen telefon ali pa tudi na drugi strani malo proti njej. Zdaj, ker je pa to ocenjevalni test telefona, ne morem mimo suhoparnih podatkov o telefonu. Noter se skriva A13 Bionic procesor od Apple, tisti procesor, ki je drugače v iPhone 11. Telefon je vodotesen po standardu IP67, kar pomeni, da ga kava, pa če vam pade v WC, nič mu ne bo škodilo. Polnite ga lahko pa kar z 18 vati, kar pomeni, da boste ga v bistvu na nek način quick charger. Po domač povedan, njegova 1821 mAh baterija se bo približno pol ure za 50% napolnila. Zdaj, kar je pa prav posebej ironično, je pa to, da tega 18-vatnega quick chargerja pri Apple ne dodaja, ampak dodaja tako čisto osnovnega 5-vatnega, s katerim se pa res zelo počasi polni ta telefon. No, le še ena fora. Ni samo, da je starega dizajna, leta 2020 ima tudi samo eno kamero in meni se zdi ta rešitev v bistvu na nek način ful genialna od Apple. Apple je stavil vse na eno dobro kamero, ki podpira ta famozen čip A13 Bionic. In ja, tudi zato uspe ta kamera narediti zelo dobre fotografije, uspe pa ustvariti tudi odličen in zelo lepo stabiliziran video. Tako da iPhone nekako za to eno kamero v bistvu nima toliko velikega deficita, kot če bi imel 4. Kaj to pomeni? To pomeni, da še vedno pa marsikaj reviewer, ne samo jaz, ne vemo, ali je to iz najbolj aktualnega iPhona 11 ali je mogoče iz kakega iPada kamera, ampak enostavno kamera dela dobre fotografije, kakorkoli. Meni se zdi, da so se prav odločili, ko so stavili vse na enega konja. Ni pa vse, kar se svet zlato, ne? Zato je tudi pri iPhonu SE kup enih malenkosti, ki mene pri tem telefonu moti in bom prav neusmiljen do Apple. Ena stvar, ki me izjemno moti pri tem telefonu, je to, da ne uspe posneti dobrega zvoka. Ta zvok namreč mikrofoni ujamejo zelo veliko šumov okolice in na nek način to ne izpade dobro, ko snemaš video. Zato je tako, za videografe, ki tudi veliko govorijo o telefonu, naprimer za Cirila Komotarja, bi bil ta telefon čist neprimeren, ker zvok ni v redu. To je ena stvar. Druga stvar, ki me pa moti, je pa v bistvu najbolj očitna stvar tega telefona. V bistvu je ekran iz leta 2017, to je pač neka IPS LCD tehnologija, v bistvu ne
ne obstajajo več na sodobnih telefonih in ena stvar, ki me skrbi, je tako, kako bo ta telefon zdržal skozi čas, zato ker valjda aplikacije so v bistvu prilagojene za večje zaslone in čez 3-4 leta bo ta zaslon res najmanjši zaslon na svetu in vprašanje, kako bojo na njemu aplikacije delale, ker tisti, ki jih konstruirajo in dizajnirajo, bojo težko toliko skrčili, da bo glih sam na tem telefonu to delal. Ampak jaz mislim, da večina ljudi ne bo opazila razlike med tem ekranom, med tem Applovim ekranom, pa mogoče med kakim kar precej dobrim ekranom kakega drugega proizvajalca. Tako da na nek način mene uporabniško gledano nič ne zmoti. Zmotno je mogoče form faktor, gre za 4,7 inčen ekran in včasih je na njemu mogoče kako e-knjigo, pa vsem težko brati. Zdaj, treba je priznati, da ta telefon vzbudi ful ene nostalgije, ne? Lej, to je telefon 2020, to je telefon 2017, ampak ta nostalgija je na nek način lahko zelo pozitivna. Jaz, ko gledam ta telefon, v bistvu njemu vidim en tak švicarski nož. Eno tako zelo zanimivo orodje. Namreč ti veliki telefoni so postali kar naenkrat vse, kar v življenju rabimo. To pa še vedno, ker hoče biti v bistvu tisti dober star telefon, ki si ga potegnil iz žepa, kadar si hotel dobro fotografijo narediti, pa malo maile prečekiraš. Ta telefon te na nek način mogoče celo malo prisili, da začneš uporabljati druge device. Da si mogoče celo misliš kako tablico in na nek dosti bolj enostavno gledaš filme ali pa bereš digitalne knjige. In v bistvu v tem form faktorju, v bistvu v tej nostalgiji tega telefona njegov največji prodajni adut. Za vse tiste, ki so jim te telefoni ratali preveliki, pa pogreš en tak simpel telefonček, ki ga daš takole v žep, pa te čisto nič ne mota, ne? Takole noter, zadeva je pospravljena, pa še zgledaš kulturen, ne? Ker drugače se pri moških nas zgodi, da je to zelo čuden v ozkih hlačah zgleda. Zdaj, valjda SE 2020 bi bil lahko ful boljši, ne? Lahko bi imel v bistvu fingerprint senzor integriran v ekran, lahko bi imel Face ID, ne, s katerim bi se odklenil. Ampak pol po vsej verjetnosti ta telefon ne bi bil 400 evrov, ampak bi bil tam 500-600 evrov ali pa v razredu njegovega brata iPhone XR. Zdaj, videli smo, da se cel video vrtim v bistvu okoli cene tega telefona, okoli teh 400 evrov, ki da za nov iPhone leta 2020. To je v bistvu njegov ta glaven feature. Njegov glaven feature niso vse lastnosti tega telefona ali pa ta njegov sodoben čip, ampak njegova cena. Jaz sem ta telefon kupil na nemškem Amazonu v okviru biznis programa. Torej, telefon sem kupil kot poslovni subjekt zavezan za DDV, brez davka na dodano vrednost. Zato me je stal samo 402 evra. Pod tem videom bom dal povezavo, ki vas bo peljala na registracijo v Amazon Business. V bistvu to vse skupaj traja 20 do 30 sekund, vpišete svoje poslovne podatke in davčno številko in Amazon v roku 15-20 minut ponavadi tudi tak account aktivira in v tistem trenutku, ko imate aktiviran ta account, lahko kupujete brez DDV. Tako da jaz večinoma poslovnih nakupov za naše podjetje opravim kar na nemškem Amazonu v okviru programa Amazon Business. Vse zadeve dam v povezavi spodaj, tako kot tudi link do članka, kjer lahko zveste še nekaj več o tem telefonu, to, kar nisem uspel spraviti v bistvu v tale video. Tako da ja, jaz upam, da sem vam dal osnovne informacije o telefonu, da se boste subscribali na moj channel. Veliko bo teh kratkih, hitrih, zanimivih revijev, s katerimi vam želim približati v bistvu te tehnologije na tak enostaven, pa mogoče tak preprost način. Dajte komentirati, povejte mi v komentarju, a se vam zdi to največji marketinški nateg leta, v bistvu tale iPhone SE, ali ste v bistvu nad njim izjemno navdušeni. Napišite to v komentarjih, pa se vidimo do naslednjič, ne? Bodite mi pridni, pa over and out.